Dragi sodniki in sodnice iz Afrike in Amerike, dober dan. Veseli me, da vam lahko posvetim teh nekaj besed, preden boste začeli z delom, ki ste si ga zastavili. Čestitam vam za to pobudo, da boste premislili, dešifrirali in zgradili novo družbeno pravičnost. Kako lepo je, da se lahko oddahnete od svojega rednega dela, da razmislite in premislite. Prepričan sem, da vam bo to pomagalo pridobiti celovitejšo vrednost vašega poslanstva in vaše družbene odgovornosti. Za družbo, ki danes z določenim nezaupanjem in nevero gleda na tiste, ki imajo oblast odločati o tem, kaj je pravično, je ta dogodek pravi obnovitveni balzam. Pred časom, ko ste se zbrali v dvorcu Pija IV., sem vam povedal, da ste, podobno kot družbena gibanja, tudi vi pesniki. Želim se vrniti k tej misli. Pesnik mora opazovati, premišljevati in razumeti glasbo resničnosti, ter jo oblikovati z besedami. Vi ste v vsaki odločitvi, v vsakem stavku, pred veselo možnostjo ustvarjanja poezije. Poezije, ki ceni rane revežev, ki združuje planet, ki varuje mater zemljo in vse njene potomce. Poezija, ki popravlja, osvobaja in neguje. Sodniki, ne odpovejte se tej možnosti. Odločno in s pogumom sprejmite milost, ki vam je namenjena. Zavedajte se, da je vse, kar lahko doprinesete svojo poštenostjo in prizadevanjem, zelo pomembno. Prosim vas, da si zavedno zapomnite, da pravičnost, ki je v resnici pravična, ta pravičnost osreči države in daje dostojanstvo njihovim prebivalcem. Nobena sodba ne more biti pravična, noben zakon legitimen, če povzroča večjo neenakost, če povzroča večjo izgubo pravic, nevrednost ali nasilje. Bratje in sestre, iz svoje poezije naredite prakso in boste boljši pesniki in boljši sodniki. In nikoli ne pozabite, da je poezija, ki ne spreminja, zgolj prgišče mrtvih besed. Naj bo vaše srečanje uspešno.